V galeriji Gong predstavljamo Metko Zupanič, v slovenskem prostoru uveljavljeno intermedijsko umetnico, ki jo zanimajo predvsem aktualni problemi sodobne informacijske družbe in razmerja med umetnostjo in družbo. V zadnjih letih pa se intenzivno ukvarja tudi s problematiko militantnosti sodobne družbe. In del njenega večletnega projekta, v katerem preizprašuje teme, kot sta vsakodnevno prikazovanje nasilja in generiranje neke latentne napetosti v medijih, je tudi tokratna razstava z naslovom Redestrukcija, ki jo lahko označimo za umetničin osebni pogled na trenutno politično situacijo v svetu. Meni namreč, da so bile vojne na Bližnjem vzhodu pravzaprav povod za povečan vojaški nadzor nad državljani tudi v zahodnem svetu, hkrati pa smo priče novim vojnim strategijam, saj velesile ponovno kar tekmujejo med seboj, katera bo izdelala močnejše orožje, tako da je govora celo o drugi hladni vojni. Istočasno pa razstava predstavlja nekakšen omaž 100. obletnici konca Prve svetovne vojne, ki je močno zaznamovala življenje na Goriškem. Namreč umetnica v svojih izvirnih kolažih kombinira medijske podobe iz trenutnih vojnih žarišč in arhivsko gradivo iz Prve in Druge svetovne vojne. In sicer tako, da izbrano gradivo najprej fotografira, nato pa fragmente orožij in drugih vojnih prizorov postavlja v nova razmerja, ki so bodisi ironična, bodisi absurdna. Avtorica uporablja v svojih delih take podobe, ki vplivajo na gledalčeva čustva, torej podobno kot vojno propagandno gradivo in sodobni množični mediji. Znano je namreč, da mediji imajo moč spreminjanja dogodkov, s tem pa seveda vplivajo tudi na naše mišljenje in vedenje. Skratka, njena kritika družbe je večplastna, saj po eni strani kritizira današnjo razčlovečeno družbo, ki se iz preteklih vojn ni ničesar naučila, po drugi strani pa zaznamo kritiko medijev, ki pod vplivom politike načrtno izkrivljajo današnjo družbeno stvarnost. Na ogled so izvirni kolaži, ki se ponekod raztezajo tudi na samo galerijsko steno, kajti tehnika kolažiranja podob se je že v preteklosti izkazala kot idealen družbeno-kritični medij. Če se na primer spomnimo del dadaistov, ki so v 30. letih 20. stoletja s kolaži karikirali tedanjo družbo. Umetnica pravi, da želi v delih izraziti predvsem svoja lastna občutja strahu ob spremljanju dnevnih novic, hkrati pa seveda z deli usmerja tudi miselni tok gledalcev. In sicer je to usmerjanje misli najbolj očitno v videu, ki prikazuje nihanje kovinskega naboja. Spremlja ga namreč sugestiven moški glas, ki naj bi v gledalcu vzbudil nekakšno hipnotično stanje zavesti, v katerem naj bi iz spomina izbrisal vse misli in podobe, ki so povezane z vojno in nasiljem.